Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in a poznate koga, ki se je odločil po praznikih pa začnem hujšati? No, lejte, če ste med tistimi, tale video je za vas. Ker dejstvo je, da zdrava prehrana, zdravo hujšanje, zdravo preoblikovanje telesa se vedno začne najprej v glavi. No, zdaj pa poglejmo najprej nekaj mitov. Nekateri ljudje rečejo, mora začeti več telovaditi. Več telovaditi sicer res, da povečamo porabo, ampak moramo razumeti, da telo deluje zelo tehnično in kdor začne več telovaditi, zdaj si predstavljate, to je tako, kot bi zakuril peč. In da zakurimo peč, potrebujemo na celičnem nivoju, da začne pospešeno kuriti, več C vitamina in predvsem več B vitaminov in magnezija. To so tri ključne vžigalice na celični bazi. Kje dobimo to? Pejmo na hrano. Predvsem vse to dobimo. C vitamin vemo, limona. Tudi zjutraj natešča limonin sok bi lahko pomagal pri čiščenju jeter. Jetra so tista, ki pomagajo krvi, da prenese maščobne kisline na kurjenje. Magnezij dobimo v oreščkih, v čija semenih, v lanenih semenih. Dejansko magnezija največ dobimo tudi v stročnicah, tako da se res priporoča, dajte na dnevni jedilnik vključiti recimo namočene mandlje. Druga, se pravi magnezij, C vitamin in B6 vitamin. B6 vitamin je pa naslednja vžigalica, tega pa dobimo spet seveda v mandljih, ampak predvsem v skuti in v jogurtu. Za vse tiste, ki ne zmorete jesti navadnega jogurta, ki ste alergični na mlečne beljakovine, mogoče posegajte po kozjem siru, kozji skuti ali, kar je lahko zelo dobra, je albuminska skuta, ki je že toliko predelana, da jo naše telo direktno lahko vsrka. S tem, da albuminska skuta vsebuje 22 aminokislin, ki so pa gradniki tudi vozička. Na koncu koncev ta voziček na celični bazi se imenuje karnitin. Ta je tisti, ki vozi maščobno kislino na kurjenje. Naslednja zadeva, zdaj smo še vedno pri kurjenju, pri peči. Rabimo večjo količino dobrih maščob, predvsem omega-3 maščobne kisline, ki je osnovna sestavina, da se dela hormon DHEA in da se dela rastni hormon, ki poskrbita za to, da se dejansko spodbudi cel proces preoblikovanja. Kdor se odloči za bolj pospešeno gibanje, večkrat rečem, veste, včasih vidim tukaj na Sorškem polju nekoga, ki tako s težavo teče, pa si rečem, ljuba duša, ko se mu na čelu mu piše ali pa ji piše, začela je hujšati. Kdor se odloči z gibanjem pospešiti celo presnovo, naj za začetek začne hoditi. Zadosti bo, da dnevno začne hoditi, mogoče tudi za kakšno minuto malo pospeši srčni utrip, dihanje, ker s tem, ko pospešimo dihanje, vpliva to na diafragmo, trebušno prepono in s tem, ko se poveča pretok ali pa delovanje trebušne prepone, mi spodbudimo tudi čiščenje limfe. No, tako da v glavnem za začetek hoditi. Jaz še vedno vztrajam pri mojih tibetanskih vajah, to je zame zakon, tudi zjutraj dejansko meditiram, tako da to je tisti moj dnevni ritual, ki pomaga pri tem, da se dobro počutim. No, naslednja zadeva, kar je pomembno pri tem, da spodbudimo celično presnovo, se pravi, začni se več gibati, začni bolj pozitivno razmišljati. Ja, pomembno. In zdaj to pozitivno mišljenje je to, da si sebe slikamo v svoji bodočnosti, kako bomo videti, ko bomo v svoji idealni postavi. Zdaj pa tukaj smo trije različni tipi. Eno je tisti, ki ste vizualni tipi in mogoče vam bo pomagalo, če vzamete mušter. Mušter pomeni neko mero, ki vam bo pomagala, da se boste hitreje spravili tja, kamor želite. Mogoče imate kakšno obleko, ki si jo želite dati na sebe in si jo date nekam na vidno mesto, ker na ta način boste videli, da vsakič, ko pogledaš tisto, pa si rečeš, tja hočem. V bistvu se že vidiš tam, ta je vizualni tip. No, potem obstajajo tipi, ki so slušni tipi.
Zdaj pa kako povečati ta del slušnega tipa. Te slušni tipi kar vzcvetijo vsakič, ko nekdo reče, joj, kako dobro izgledaš, joj, se pravi, radi slišijo pohvale. In glede na to, da so slušni tipi, kaj pa, če bi si posnel na diktafon, vsi imamo telefone, tisto, kar želite, da slišite od drugih. Zdaj pa razmišljate, kako naj to naredim. Kaj želite slišati od drugih? Recimo, da vam reče, joj, a se spomladila? Joj, kako dobro izgledaš. Joj, to je pa neverjetno. Zdaj, ko si se znebila tistih nekaj tvojih kil, izgledaš ka mladenka. Dajte si to posnet in si večkrat predvajate. Zaradi tega, ker ko boste vi slišali vse to, to vpliva na vaše dojemanje sveta. Potem so pa tukaj še ljudje, ki rabijo gibanje v teh njihovih slikah. Lahko recimo naredijo, to so kinestetični tipi, te ljudje pa lahko naredijo na ta način. Veste, kaj naredijo? Vizualizacija, kako bojo videti, ko bodo plesali, ko se bodo gibali, ko bodo, ne vem, mogoče, z novo postavo imeli več energije in bojo lahko osvojili, ne vem, Triglav. Ali bojo, ne vem, ne si sebe predstavljajo v gibanju, kako bojo, ne vem, lahko svoje otroke dvigali, kako bojo lahko delali mogoče kakšno stvar, ki jo zdaj ne morejo zaradi tega, ker jih ovira njihova postava. Zadnjič sem govorila z enim gospodom, no, se opravičujem, in je rekel, da kaj ga je spodbudilo, da je začel hujšati, da je začel delati v smeri bolj zdrave prehrane in je precej shujšal. To, da ni več mogel zavezati vezalk, da je dejansko mogel zajeti sapo, da se je lahko sklonil, da je zavezal čevelj. No in dejansko, glejte, če rabite tako motivacijo, tudi dobro. Zdaj pa kaj naredite? Vzamete zdravilno molitev dekodiranja in zmolimo molitev. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da imam potrebo po odvečni maščobi ali pa s hranjevanjem odvečne maščobe. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta. Usmerno potem roki v zdravilna središča, se pravi tukaj je čakra tretjega očesa oziroma čelna čakra, ki vpliva na hipofizo in epifizo, grlo, se pravi ta del, ki je povezan s ščitnico, potem tukaj dve manjši čakri, ki sta povezani z zmanjšanjem stresa in nad ledvičnima žlezama. Nad ledvični žlezi tam se proizvaja stresni hormon, ki vas sredi okrog pasu. Po drugi strani se pa tam gradi hormon DHEA, ki topi točno maščobo na trebuhu. In potem usmerite energijo tukaj v sence, ki so povezane z epifizo, kjer se proizvaja hormon sreče. V glavnem vi to naredite in si ponavljajte, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem pa, ko zaključimo, damo roke v položaj blagoslova in za tiste gibajoče tipe, kinestetične tipe, naj si sebe predstavljajo, kako, ne vem, lahko osvojijo nek vrh, kako grejo lahkotno v hrib, kako zmorejo, ne vem, plesati, kako so zadovoljni v kopalkah in skočijo v vodo. Predvsem morajo sebe videti v gibanju. In to je tista gibljiva slika, ki jih bo napolnila z novo energijo. No in zdaj, če pogledamo naprej, naslednja zadeva, kar je pa pomembno pri aktivaciji zdravega hujšanja, rekli smo gibanje, rekli smo predstava, da počistimo tudi te kode, ki nas zadržujejo. Ja, naslednja je pa seveda to, da razumemo hormonsko ravnovesje. In predvsem to je pa ključna večerja. Večerja, ki spodbuja delovanje vseh teh hormonskih centrov, je sestavljena iz beljakovin in iz zelenjave. In kdor misli, da bo lahko shujšal na princip manj žri, ja, bo shiral, ne zdravo preoblikoval telesa. Shiranje pa pomeni
da gre mišična masa in da se naenkrat postaramo. In to si dejansko nihče izmed nas ne želi, a je to tako. Vsak izmed nas si želi pač preoblikovati telo, če želimo nekaj, a ne, tudi tisti, ki imate prenizko težo, je isti postopek, da se vaše telo postavi v ravnovesje. No in predvsem večerja, zelenjava in beljakovine in sploh, glejte, za te žleze v možganih, kjer se proizvajajo te hormoni za obnovo, dejansko ključna zelenjava, a uganete, kaj je? Zelenjava. Se niti ne vem, kam spada, ker zraste na drevesu. Olive. Olive in olivno olje, to je dejansko zakon za naše žleze. Zdaj pa zakaj? Ker pogledajmo, olivno olje pod prvo nahrani naše celice. Po drugi strani dobre maščobe, a ne? Klin se s klinom zbija. In to govorimo o hladno stiskanem domačem olivnem olju. Po drugi strani pa oliva kot sadež ima notri grenčine, ki razstruplja naše telo. Po drugi strani te grenčine delujejo na čiščenje. Zdaj, mi imamo tukaj v možganih, epifiza je obdana tako kot mali hrošček z raznimi tipalkami. In dobesedno te tipalke se blokirajo, ko imamo preveč strupov v telesu. Zato je tako pomembno uporabljati grenčine. In zdaj, če želimo, ne samo te grenčine iz oliv, ampak dejansko je pametno, da začnemo uporabljati vse, kar je grenko. Od zelišč, ki so grenka, tukaj govorimo o ormanu, do ne vem, rukole, do regrata, do ohrovta, do vsega, kar vsebuje grenke snovi. Grenčine so zakon. Dejstvo je, da ogromno grenčin, zdaj pa če gremo na regrat, je tako v regratovih listih, kot v regratovih cvetovih, kot recimo, a veste, da obstaja recept za regratove cvetove, da jih vložimo v kisu, tako kot kapre. Dejansko ta grenčina se izlušči in to pol pojemo, kot v regratovih stebelcih. No, ta recept še moram dobiti za regratova stebelca, ker te grenčine ne samo, da čistijo naše možgane, ampak celo vse te votle organe, ki so kot cevke. Se pravi, žile, prebavni trakt, žolč, žolčnik, se pravi, vse cevke po našem telesu čistijo te grenčine. In v bistvu prav regratovi cvetovi so tisti, ki so, oziroma peclji, so ključni pri tem, da se čistijo te naši notranji kanali. Tako da, glejte, narava je dala kup zelišč. Samo znati jih moramo uporabljati. Tako da uživajte v tem, a gremo še na eno sporočilo za pozitivno mišljenje, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo karte prehodu v novo dobo, kar se tiče pozitivnega mišljenja in zdravega preoblikovanja telesa. A ja, še to, tisti, ki rabite znanje, kako sestavljati obroke, tukaj imate, ko imajo hormoni žur. Zdaj, ko sem bila pri Jožetu Munichu, je zmeral energijo te knjige in ja, a veste, da je energija, je rekel, da je preko 200.000 bovisov, kar pomeni, da je to knjiga, ki spodbuja zdravljenje. Ravno tako karte imajo še močnejšo moč, tako da poglejte, tisti, ki želite povečati samo zdravljenje, posegajte po knjigah, ki vam večajo energijo. In se jo zaznate, veste. No, pojmo, da vidimo, kaj nam pravi stvarstvo v povezavi z zdravim vzpostavljanjem ravnovesja v našem telesu. Da vidimo, odločam se zase, podpirajo me vse vesoljne sile. Nova moč, zavedam se lastne moči, prepuščam se božanskemu vodstvu. In jaz sem ljubezen, vidim ljubezen in bomo kar tukaj zaključili, poglejte. Ljubezen do sebe je ključna. Ljubezen do sebe je povezana s tem, da poskrbim za svoje zdrave obroke. Ljubezen do sebe je, da sebe postavim na prvo mesto in da delam to, predvsem za svoje telo, kar veča mojo energijo. In dejstvo je, da vse tisto, kar paca, tako moje telo fizično kot psihično, da imam v sebi tudi moč, da rečem dovolj. Nisem tista, ki me lahko šofira neka zasvojenost,
ali tista, ki me lahko šofirajo nezdravi odnosi, ampak imam v sebi vso moč, da lahko rečem dovolj, tako svojim šibkostim, kot tudi temu, da drugi ljudje mi hočejo na en način mogoče podtakati kakšno zadevo, ki ni ravno dobra za mene. Tukaj sem jaz tista, ki sem gospodar svojega življenja. Tako da zavedajte se tega, da v sebi imate vso moč in bodite močni, odločni, ampak ne v agresiji, ampak v ljubezni do sebe. Uživajte, imejte se radi in stvarstvo vas bo vsekakor podprlo.